Kamničani, spoštovani organizatorji, gospe in gospodje, seveda predvsem udeleženke in udeleženci. Lepo pozdravljeni in hvala lepa za vabilo na to lepo prireditev. Naj na začetku povem, da se tukaj pri vas zelo, zelo lepo počutim. In ta čudoviti sprehod skozi zgodovino ljudske oblačilne kulture, ki se prepleta s starimi plesi in pesmimi na Slovenskem, priča, kako močno smo ponosni na ta del naše preteklosti, ter da imamo kaj pokazati. Kamnik je mesto s prepoznavno preteklostjo in slikovito okolico. Je mesto, ki razkriva svojo bogato zgodovino na številne načine. Današnja prireditev, 43. dnevi narodnih noš in oblačilne dediščine, je morda najvidnejši in z barvitostjo podob najbolj slikovit. Skupaj s sodobnimi oblikami poudarjanja lokalne in širše prepoznavnosti, kot so najnovejša odmevna predstavitev kulinarične podobe mesta in okolice, okusi Kamnika ali pa festival Kamfest, izraz sodobne urbanosti, zaokrožajo prizadevanja po umestitvi mesta v širši slovenski in evropski prostor. Kamniški dnevi narodnih noš in oblačilne dediščine, ki se od leta 1966 pod različnimi imeni vključujejo v slovenski in evropski kulturni in turistični zemljevid, pa niso le del kamniške turistične ponudbe, temveč so svojevrstni sprehod skozi čas in odsev različnih podob družbe, ki je v njej pustila svoje sledi. Hkrati pa so tudi razmislek današnjemu trenutku. Vrhunec dogajanja, današnja slavnostna povorka s podobami ljudskih noš in drugih tako imenovanih pripadnostnih kostumov nakazuje različnost slovenske družbe v različnih časih. Predstavlja izročilo podeželja, ki je ponekod do začetka 19. v številnih primerih pa še v 20. stoletju zaznamovalo kmečki sloj. To izročilo odseva temeljno predstavo o prepoznavnosti oblačilne kulture Slovencev. V enaki meri pa te noše predstavljajo kulturo meščanstva, ki je v kmečkem oblačilnem videzu v drugi polovici 19. stoletja iskalo in tudi našlo izraz slovenske nacionalne prepoznavnosti. Meščani slovenskih mest in bogatejši podeželani so od konca 19. stoletja naprej s tako imenovanimi narodnimi nošami, ki so si jih nadevali v posebnih priložnostih, izražali in poudarjali nacionalno pripadnost. Prireditev, ki ima že dolgo tradicijo, se je po manj kot 2 desetletji s prikazom kmečkih opravil in predstavitvijo domače obrti začela širiti. Ta prehod je izražal spreminjanje kamniške prireditve, hkrati pa je nakazoval tudi spreminjanje slovenske družbe. Dimniki nekdaj uspešnih kamniških tovarn so se vedno bolj umikali iz oddaljenega zakulisja povorke narodnih noš. Kamniška prireditev pa ostaja in pa je ostala in ostaja tudi iskanje možnosti za preživetje mesta. Malo potem, ko je povorka narodnih noš stopila čez prag v slovensko samostojnost, pa je dobila tudi novo razsežnost. Pod okriljem javnega sklada za kulturne dejavnosti je bil v povorko vključen nov del in nekdanjo pokrajinsko raznolikost noš je strokovno pripravljenimi rekonstrukcijami dopolnila predstavitev lokalno in marsikdaj tudi krajevno in socialno prepoznavne oblačilne kulture Slovencev. V današnji kamniški povorki se tako slovenstvo razgrinja v vse svoji simbolno razumljeni različnosti. V tej različnosti pa je tudi naše bogatstvo. Prireditev Dnevi narodnih noš in oblačilne dediščine s to predstavitvijo ne govori le o oblačenju, temveč tudi o tem, da je naše bogatstvo prav v različnosti med nami, če to različnost znamo razumeti in spoštovati. Poklon naši dediščini, kot ga imamo priložnost videti danes, ni le poklon naši skupni zgodovini, ampak je predvsem poklon tistemu delu prebivalstva, ki je s prenašanjem tradicije iz roda v rod poskrbel za to,
da so generacije Slovenk in Slovencev s ponosom in veseljem segali po pražnih oblačilih. In naj se ta tradicija še dolgo ohranja tudi tukaj v Kamniku s prireditvijo, na kateri danes smo. Veliko zabave tudi danes še naprej. In še enkrat hvala in čestitke organizatorjem. Hvala.